Jezus nadaljuje svojo pedagogiko in pravi, da druga zapoved veleva: ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Na to zaključi: večja od teh dveh ni nobena druga zapoved. Tudi na tem mestu se lahko vprašamo, kaj pomeni ljubiti bližnjega? Kaj to pravzaprav pomeni? Pogosto mislimo, da ta zapoved od nas pričakuje, da moramo do bližnjih, tudi do tistih, ki nam niso ravno všeč, nekaj čutiti in biti naklonjeni. Vendar se tudi v tem kontekstu beseda ljubezen ne nanaša na čustvo. Pač pa se nanaša na to, da bližnjega obravnavamo pravično in pošteno, kot bi ravnali z nekom, ki ga imamo radi. Torej, ljubiti bližnjega kakor samega sebe pomeni, da vsakega človeka obravnavamo pošteno, pravično, kot bi obravnavali tiste, ki so nam blizu.